Morda mislite, da so videoigre samo za otroke, a Saudska Arabija očitno ne misli tako. 55 milijard dolarjev in kraljevina zdaj nadzoruje podjetje, ki stoji za nekaterimi največjimi igričarskimi svetovi: EA Sports FC, Battlefield, The Sims. Electronic Arts, bolj znan kot EA, je eno največjih podjetij za videoigre na svetu. In zdaj je podjetje postalo zasebno, v prevzemu pod vodstvom Saudske Arabije, kar je drugi največji posel v zgodovini videoiger. V poslu je še eno znano ime: Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki sodeluje prek svojega investicijskega podjetja Affinity Partners skupaj z velikanom zasebnega kapitala Silver Lake. Prodajavni investicijski sklad Saudske Arabije, ki mu predseduje prestolonaslednik Mohammed bin Salman, je vsekakor glavni igralec, saj naj bi imel v lasti več kot 93% podjetja. In za Riyad gre pri tem za veliko več kot le za lastništvo nekaterih priljubljenih iger. Videoigre so izjemno privlačne za mlajše občinstvo. To je odličen način za pridobivanje kulturnega vpliva in za vzpostavitev mehke moči na tujih trgih. Mandat vizije 2030 za Saudsko Arabijo narekuje, da morajo zmanjšati svojo odvisnost od nafte. Zato je igranje iger nekako očitna izbira. Saudska Arabija je več let poskušala zgraditi gospodarstvo, ki ni tako močno odvisno od nafte, kot del svoje vizije 2030. In igranje iger se popolnoma prilega temu načrtu. Je mlado, je globalno, je tehnološko. In Mohammed bin Salman je sam znan kot navdušen igralec videoiger. Riyad prav tako dobesedno gradi ogromno zabaviščno mesto, imenovano Qiddiya, s celotno četrtjo posvečeno igram. In novembra letos bo Saudska Arabija gostila prvi pokal narodov v e-športu. Pomislite na svetovno prvenstvo, a za igralce videoiger. Igralci bodo tekmovali za svoje države v več igrah, vključno z nekaterimi, ki jih je ustvarilo podjetje EA. To vidijo kot odličen način, da se predstavijo svetu in svet njim. In kakšen boljši način za to, kot prek takšnih športnih dogodkov. Vendar pa niso vsi pripravljeni sprejeti saudsko lastništvo. Ta dogovor je sprožil precej silovit negativen odziv v določenih delih igralne skupnosti. Nekateri igralci se bojijo, da bi se njihove najljubše igre lahko spremenile. Igralci so vedno nekako godrnjavci, ne marajo preveč sprememb, a sčasoma jih običajno sprejmejo. Podoben odziv vidimo, ko ruski oligarh kupi nogometno moštvo v Angliji. A obstaja ena skupnost oboževalcev, kjer je bil odziv še posebej glasen: The Sims. Več kot 2 desetletji je igra igralcem omogočala, da si ustvarijo kakršnokoli življenje želijo. Istospolni pari so že dolgo del igre, igralci pa lahko prilagodijo spol in zaimke. Ta svoboda je pomagala igri The Sims zgraditi še posebej veliko skupnost LGBT oboževalcev. Tako verjetno razumete, zakaj se pojavlja skrb. Igro zdaj nadzoruje Saudska Arabija, država, kjer so istospolni odnosi nezakoniti. Nekateri igralci in streamerji igre Sims so že prenehali igrati. Ni dokazov, da bi Saudska Arabija nameravala cenzurirati igro ali odstraniti LGBT vsebine. Vendar strokovnjaki menijo, da bi lahko Sims doletela povsem drugačna usoda. Veš, na primer, raznolika narava občinstva igre Sims odpira takojšnja vprašanja. Ko je v lasti vlade ali državnega premoženjskega sklada, to morda ni tako odprt ali pa ni tako naklonjen nekaterim vsebinam, ki jih objavlja. Moja napoved bi bila, da bodo subjekti, kot je The Sims, verjetno med prvimi, ki jih bodo razdelili in prodali po delih, ker kulturno ne odmevajo tako močno, ne ustrezajo in morajo odplačati ogromno dolga, zato iščejo stvari za prodajo. In tukaj postane dogovor še bolj zapleten. Saudska Arabija je morda kupila EA za 55 milijard dolarjev, vendar približno 20 milijard od tega predstavlja dolg. To je največji prevzem s finančnim vzvodom doslej in nekdo bo moral ta denar na koncu tudi vrniti. Znebili se bodo številnih studijev, to bo pomenilo odpuščanja, žal. Saj veste, to je delo zasebnega kapitala. In če se sprašujete, zakaj bi Saudska Arabija prevzela vse to zaradi videoiger, tukaj je številka, ki to pojasnjuje. Po svetu je približno 0,5 milijarde igralcev. To je skoraj polovica planeta. Skupaj pa vsako leto porabijo stotine milijard dolarjev. To je velika zabavna industrija, ki zadovoljuje ogromno število ljudi. In skozi desetletja je prerasla v eno kulturno najpomembnejših prostočasnih dejavnosti in pomembnih panog industrije prostega časa. Torej to ni le nek hobi, zaradi katerega te je mama včasih prigovarjala, ker si ves dan sedela pred računalnikom. Igranje iger je ena največjih zabavnih industrij na svetu, s publiko, kakršno bi si Hollywood, televizija in tradicionalni športi le želeli.
In Saudska Arabija si želi še večji delež tega. Kupujejo založnike, gostijo turnirje, gradijo mesta posvečena videoigram. Rijad stavi na to, da lahko videoigre prinesejo denar in globalni vpliv še dolgo potem, ko bo nafta manj pomembna. Saudska Arabija je stavila $55 milijard na igre. Zdaj bodo igralci pozorno spremljali, kaj to pomeni za igre, ki jih imajo radi.